Domozdanski oddelek knjižnice Medvode deluje kot samostojna enota od leta 2009 in za vse prebivalce občine Medvode in preostale uporabnike knjižnice ureja, hrani in posreduje gradivo, ki govori o teh krajih in ljudeh ali nastane na tem območju. Septembra se je tako odvil že 25. domozdanski večer, na katerem je profesor zgodovine Stanko Okoliš spregovoril o občini Medvode in njenih županih. Na tokratnem večeru sicer ni bilo nobenega predstavnika aktualne občine, so bili pa potomci nekdanjih županov in tudi trije častni občani. Profesor zgodovine magister Stanko Okoliš je direktor Slovenskega šolskega muzeja, vključen je tudi v politično dogajanje, je predsednik občinskega odbora Nove Slovenije in v lokalno samoupravo, bil je občinski svetnik, član ali predsednik občinskih odborov in komisij ter svetov javnih zavodov, med drugim tudi knjižnice Medvode. Svoje razmišljanje z javnostjo med drugim deli tudi na svoji spletni strani. Tovrstno predavanje o občini in njenih županih pa si šteje kot lasten doprinos k 30-letnici novodobne občine Medvode. Pred 30 leti je res da nastala kot samostojna občina Medvode, vendar vemo iz zgodovine, da je pa obstajala že prej in kako je prišlo do prve ustanovitve oziroma potem do prekinitve njenega delovanja, to bi pa tukaj na tem današnjem večeru predstavil ljudem in pač tistim, ki se za to zanimajo, ki jih tudi ta zgodovinski vidik nekako inspirira in daje pač neko priliko za razmislek, kako je bilo, kako bo. Tako da smo vedno razpeti med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo in če nekaj gradimo naprej, je dobro, da vemo, kaj je bilo v preteklosti. Na tokratnem domozdanskem večeru je Okoliš večjo pozornost namenil tudi virom, iz katerih je črpal podatke o občini Medvode in njenih županih. Večkrat ljudje že vnaprej rečejo, ja, saj ni virov ali pa viri so bili uničeni kakorkoli. Če pa nekako vztrajno nekdo raziskuje, se zanima za neko stvar, če raziskuje arhive, potem viri so. In seveda do virov je težko, ampak z vztrajnostjo se da marsikaj najti. Tudi kakšne zelo zanimive skrite stvari pridejo na dan. In jaz upam, da bo nekaj tega tudi na današnjem predavanju. Kot pravi Okoliš, so lahko nekateri zgodovinski viri obrobni, pa se potem ob obravnavah določene teme izkažejo kot dragoceni in prvovrstni. Tako naprimer v tem našem primeru so to ženitovanske zglasnice oziroma ženitne ali pa zakonske dovolilnice, ki jih je občina od svojega nastanka tam 1850 pa do prve svetovne vojne izdajala vsem tistim parom, ki so se hoteli poročiti. Tako da so župnijski uradi pač morali, ko so upravljali to dolžnost, tako cerkveno kot civilno poroko, so morali dobiti potrdilo občine, da se določena dva lahko poročita oziroma da nima občina kakšnih zadržkov. In to se je sedaj izkazalo kot nek tak vir, preko katerega lahko tudi določimo, kdaj je kakšen župan nastopil, lahko pozorujemo njegove podpise in spremljamo tudi razvoj občinskih pečatov oziroma žigov. Zgodovina občine Medvode dejansko sega v leto 1850, ko je bila ustanovljena krajevna občina Medvode in to na podlagi začasnega avstrijskega občinskega zakona, ki so ga po odpravi podložništva izdali v prepričanju, da je svobodna občina temelj svobodne države. Do druge svetovne vojne je obsegala kraje na desnem bregu reke Save. Katastrske občine Draga, Golo Brdo, Medvode, Preska, Sora, Studenčice, Zbile, Zgornja Senica, Topol in Žlebe. Skupaj 3231 občanov. Na prvih volitvah je bil za župana izvoljen Jožef Jarc, po domače Martanov iz Medvod. Leta 1850 je bila ustanovljena tudi krajevna občina Smlednik, ki je obsegala katastrske občine Hraše, Moše, Trboje in Zapoge, medtem ko so kraji današnje krajevne skupnosti Pirniče sodili pod okrilje krajevne občine Šmartno pod Šmarno goro.
Najpomembnejša naloga prvotnih občin je bila upravljanje z občinsko lastnino in izvajanje sklepov občinskega odbora. Županu je bila med drugim zaupana skrb za red in mir, za čiščenje cest, vodotokov in vodnjakov, skrb za splošno zdravje in izvajanje ukrepov proti širjenju nalezljivih bolezni, skrb za reveže, za protipožarno obrambo, skrb za vzdrževanje javne morale, za pregled nad novogradnjami, za varnost ljudi in lastnine, za razglasitev zakonov in ukazov državne oblasti, pa tudi za izterjavo državnih davkov. Ja, veste, tudi do tega je prišlo, da je veliki župan ljubljanske oblasti leta 1925 občinski svet razpustil in imenoval gerenta za določeno obdobje. In vzroki so bili tudi deloma politični, deloma pa tudi nepravilnosti v delu občinske uprave. Okoliš posebej izpostavlja 10 županov občine Medvode, ki so bili izvoljeni od leta 1850 do druge svetovne vojne in 2 izvoljena v zadnjih 30 letih po vnovični vzpostavitvi občine Medvode. Boste spregovorili tudi o tem, kakšne župane smo Medvoščani v preteklosti imeli? Veste, mogoče čisto po tej človeški plati, boj za župansko mesto je bilo od začetka pa do danes. Kar precej ljudi si je to zaželelo, nekateri so to poskušali tudi na nezakonite načine, kakorkoli, tudi tega je bilo v preteklosti, tudi poskusi razveljavitev volitev in podobno. Tako da neka želja med ljudmi je vedno obstajala, med tistimi, ki so bili bolj mogoče premožni, so imeli neko posebno naknjenje do tega, da bi nekaj pomenili. V tem občinskem, lokalnem okolju seveda je bilo veliko kandidatov, tako da mislim, da je bil samo eden na zadnjih volitvah, ki ni imel proti kandidata.